v Arhivu Republike Slovenije na današnji predstavitvi ene izjemno zanimive in pomembne publikacije. Namreč ena od nalog Arhiva Republike Slovenije in vseh arhivov je med drugim, ena od osnovnih nalog je med drugim tudi objavljanje arhivskih virov. In danes predstavljamo enega izmed zelo pomembnih arhivskih virov iz naše pretekle zgodovine. Kot sami vidite, lahko je zadeva zelo obsežna. Tisti, ki smo kdajkoli objavljali kakršnekoli arhivske vire, vemo, kako težavna naloga je to, kako veliko literature, arhivskih virov, ostalih in splošnega znanja je potrebno, da pridemo do takšne publikacije, takšne kritične izdaje virov, kot je današnja. Zato bi se na tem mestu rad lepo zahvalil predvsem avtoricama oziroma obema našima sodelavka, ki sta pripravili to objavo virov, to je dr. Jelke Melik in dr. Matej Jeraj, ker sta opravili res izjemno veliko in izjemno, jaz sem uspel že to preleteti, izjemno dobro oziroma odlično delo. Seveda se pozahvaljujem tudi vam, ki ste se vzeli čas in ste nas počastili s svojim obiskom na tej predstavitvi, kar je nam seveda v arhivu še posebno zadovoljstvo. Tako da mislim oziroma sem prepričan, da nas čaka zanimiva urica in prepustimo se pač tej predstavitvi. Še enkrat hvala lepa za vaš prisotnost. Zahvaljujem se direktorju, magistru Bojanu Celkarju za vodni pozdrav. Sedaj bi pa prosil najprej recenzenta, da predstavi ta publikacijo, sicer najprej profesorja dr. Petra Vodopilca, potem pa še docenta dr. Gorazda Bajca. Lepa. Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni avtorici, tako imenovani Nagodetov proces je bil, kot je znano, prvi med povojnimi političnimi procesi v Sloveniji, ki so ga po predhodnih sodnih procesih proti nemškim častnikom, sodelavcev okupacijskih oblasti ter nasprotnikom partizanstva in komunizma slovenske komunistične oblasti uprizorile proti predvojnim in medvojnim simpatizerjem in zaveznikom. Jedro obtoženih, ki so jih obtožili proti državne dejavnosti in vohunjanja, so predstavljali pripadniki januarja leta 1942 iz Osvobodilne fronte izključene skupine Črtomerja Nagodeta. Priključili pa so jim še svobodomiselne izobražence, ki so bili v vojnem času sicer odkrito protiokupatorsko usmerjeni ali celo privrženci partizanskega odporništva, vendar so se s komunistično politiko in voditelji že med vojno ali neposredno po njej šli. Za slovenski komunistični vrh, ki je sojenje zrežiral, je bil Nagodetov proces simbolno obračun s predvojno svobodomiselno in demokratično inteligenco, kot je to v Ljudski pravici napisal Ferdo Kozak, ki je tudi v povojnih razmerah ustrajala pri zahtevi po spoštovanju temeljnih načel politične demokracije in pluralizma. Proces pa naj bi, kot v uvodni študiji piše dr. Matej Jeraj, služil tudi zastraševanju dejanskih in potencialnih političnih nasprotnikov, predvsem iz vrst starih političnih strank. Nagodetov proces, ki je potekal v času, ko so v Beogradu in Zagrebu iz javnega življenja izključevali še zadnje politično aktivne predstavnike srbskih in hrvaških strank, je bil torej del širšega obračuna slovenskega komunističnega vrha z demokratično mislečimi privrženci Osvobodilne fronte in je tako v povojnem slovenskem časopisju kot v pozneje objavljeni spominski in zgodovinopisni literaturi že vzbudil razmeroma veliko pozornosti. V zadnjem desetletju in pol sta nas življenjem in delom na Nagodetovem procesu obsojene Angele Vode podrobno seznanili dr. Miljan Mirhačič-Hladnik in Alenka Puhar. Zgodovinari so o Angeli Vode, Borisu Furlanu in Nagodetovem procesu spregovorili na simpoziju Slovenske matice. Maja Vajs in Edvard Žitnik sta o Angeli Vode in Borisu Furlanu posnela film. Išli so spomini na procesu obsojenega Ljuba Sirca.
Lansko leto, torej leta 2014, pa je v Washingtonu pretresljive spomine na svojega očeta Borisa Furlana in svojo družino objavila tudi Furlanova hčerka Staša Furlan-Sitnik. Toda podrobnejše zgodovinopisne obravnave Nagodetovega procesa in njegovega ozadja se ni doslej lotil še nihče. V roke jo dobivamo šele s knjigo dr. Mateje Jeraj in dr. Jelke Melik, ki proces na eni strani poglobljeno predstavljata z uvodnima študijama o njegovem poteku, vzrokih in okoliščinah, z biografijami vseh obtoženih in obsojenih, ter s prikazom kazenskega prava in sodstva Jugoslaviji v drugi polovici 40 let preteklega stoletja, na drugi strani pa s premišljeno izbranim gradivom sodnega postopka z obtožnico, zapisnikom razprav, sodbo in dokumenti, ki so bili obtožnici na razpravi in sodbi navedeni kot dokazno gradivo. Uvodni študiji, ki temeljita na analizi sodnega in drugega dokumentarnega gradiva ter dosedanje zgodovinopisne in spominske literature, sta že sami zase izvirna in zaokrožena celota. Dr. Mateja Jeraj je tako najprej prikazala proces, glavne točke obtožnice, sodni senat, strategijo tožilstva, skrajno omejene možnosti obrambe in agresivno politično propagando, s katero so oblasti mobilizirale javnost in celo nekaj uglednih izobražencev, ki so sojenju in obsodbi gromoglasno pritrjevali s pisanjem v časopisju. Kot prepričljivo ugotavlja dr. Jerajeva, je bila višina kazni, izrečeni v takem ozračju, povsem nesorazmerna s težo dejanj, za katera je obtožene bremenila obtožnica. Pri določanju kazni, kakor tudi pri kasnejših pomilostitvah, pa so imeli pomembno vlogo osebni razlogi in zamere, zveze in poznanstva obtoženih z vplivnimi osebnostmi povojnega, političnega in kulturnega življenja in iz ozadja tiha predvsem britanska diplomacija. Na zanimanje javnosti za proces je seveda posebej vplivalo dejstvo, da so bile med obtoženimi znane osebnosti predvojnega in povojnega slovenskega javnega in političnega življenja, poleg Črtomirja Nagodeta, profesor Boris Furlan, pedagoginja in defektologinja Angela Vode, katoliški politik in povojni kratko minister Franc Snoj, znani kranjski podjetnik Franjo Sirc, sin podjetnika Dragotina Hribarja, Zoran Hribar in drugi. Dr. Jerajeva je v uvodni študiji podrobno predstavila življenjski kurikulum, politična gledanja in opredelitve, zaporniško usodo in kasnejšo življenjsko pot vseh obtoženih in obsojenih in z orisom njihovega življenjskega kurikuluma dodatno osvetlila dobesedno monstruozno konstrukcijo tožilstva, njegovih političnih mentorjev, procesa in izrečenih obsodb. Iz uvodne študije dr. Jerajeve je razvidno, da so v slovenskem komunističnem vrhu proces proti Nagodetu in njegovi domnevni skupini pripravljali vse od leta 1946. Proces pa je bil zanje predvsem politični obračun s skupino, ki sicer ni bila politična stranka, vendar bi po mnenju povojnih slovenskih oblastnikov lahko postala njihova resnejša politična opozicija. V Sloveniji namreč potem, ko je moralo jugoslovansko politično vodstvo avgusta 1945 popustiti zahodnim pritiskom in dopustiti obnovitev nekaterih političnih strank, v nasprotju s Srbijo, Hrvaško in Bosno ni prišlo do poskusov obnavljanja strankarskega življenja. Voditelji predvojnih slovenskih strank, ki so nasprotovali partizanskemu odporu, so leta 1945 večinoma pobegnili na zahod, protikomunistična opozicija pa je bila v Sloveniji šibkejša kot v Srbiji in na Hrvaškem. Toda leta 1946 je postala slovenska uprava državne varnosti pozorna na raznoliko skupino ljudi, ki so se srečevali in pogovarjali s Črtomirjem Nagodetom, se med drugim povezovali s strankarskimi politiki v Srbiji in na Hrvaškem, hkrati pa prijateljsko družili z britanskimi in francoskimi konzularnimi predstavniki v Ljubljani. O tem je bila, kot opozarja dr. Jerajeva, obveščena tudi Zvezna uprava državne varnosti, ki je posredno vplivala na postopke in pripravo procesa v Sloveniji. Vseeno je iz podrobnega orisa delovanja obtoženih, njihovih stikov s slovensko emigracijo v Avstriji in njihovega druženja s tujimi diplomati povsem jasno, da tako imenovana Nagodetova skupina ni imela nikakršnega bolj izoblikovanega političnega programa in so posamezniki, ki so bili slovenskimi političnimi emigranti in tujimi diplomati v stikih,
le ustno in pisno izražali nezadovoljstvo s povojnimi slovenskimi in jugoslovanskimi političnimi razmerami in se zelo splošno zavzemali za njihove spremembe. Slovensko in jugoslovansko kazensko pravo, kazensko sodstvo in kazensko prakso v času Nagodetovega procesa v knjigi s primerjavo predvojne in povojne kazenske zakonodaje in sodstva nazorno osvetljuje študija dr. Jelke Melik. Dr. Melikova po orisu razvoja kazenskega prava v kraljevini SHS oziroma kraljevini Jugoslavije ugotavlja, da je na Slovenskem vse od stare Avstrije dalje veljalo kazensko pravo, ki je bilo po vodilnih načelih enako kazenskemu pravu najrazvitejših in pravno najbolj urejenih evropskih držav. Avtorica v tej luči predstavlja glavne značilnosti kazenske zakonodaje kraljevine SHS oziroma kraljevine Jugoslavije in predvojno jugoslovansko kazensko zakonodajo primerja s po letu 1945 sprejetimi zakoni o kaznivih dejanjih zoper narod in državo, ki so pomenili temeljit preobrat in so kazni za protidržavno dejavnost močno zaostrili. V primerjavi s staro jugoslovansko ustavo je bila, kar zadeva sodstvo, bistvena novost povojnih ustavnih določb po sodiščih, kot poudarja dr. Melikova, da sodniki niso imeli več trajnega mandata, kar je eden najvažnejših pogojev za neodvisnost sodstva. Junija leta 1946 je bil hkrati sprejet zakon o ureditvi sodišč, ki je sicer omenjal njihovo neodvisnost in spoštovanje enakosti pred zakonom, po katerem pa je bil za sodnika ali sodnika porotnika lahko izvoljen vsak državljan, kar je pomenilo, da sodniki niso bili več nujno pravniki, poleg tega pa so bili, če niso izpolnevali nalog ali so se izkazali kot nesposobni, lahko razrešeni ali celo podvrženi kazenskemu postopku. Z vidika Nagodetovega procesa je bila posebej pomembna tudi določba zakona o sodiščih, po kateri zoper odločitev Vrhovnega sodišča, tudi kadar je to sodilo na prvi stopni, ni bilo pritožbe. Tako je bilo, kot piše dr. Melikova, tudi pri Nagodetovem procesu. Dr. Melikova v svoji študiji v nadaljevanju podrobno predstavlja in analizira tudi nalogo in vlogo državnih oziroma javnih tožilcev v prvi in drugi Jugoslaviji, zakonsko opredeljene naloge narodne milice in uprave državne varnosti ter pravice obdolženca in njegovih branilcev. V tej zvezi ugotavlja, da je imel javni tožilec po vojni veliko večje pristojnosti kot državni tožilec predno, obenem pa je od sodišč prevzel tudi prvi del kazenskega postopka, s čimer je bila zmanjšana vloga sodišč. V kazensko postopanje so lahko močno posegali tudi organi Ministrstva za notranje zadeve, ki so si nemajhen del pristojnosti delili z javnim tožilcem. Močno pa so bile zmanjšane tudi možnosti obrambe, saj je bila vloga odvetništva z novim leta 1946 sprejetim zveznim zakonom v primerjavi s predvojno zakonodajo opazno oslabljena. Odvetniška zbornica pod neposrednim nadzorom Ministrstva za pravosodje, odvetnik pa ni mogel postati, kdor ni bil vreden zaupanja, karkoli je to pač pomenilo. Število odvetnikov je v takšnih razmerah močno upadlo, zaradi česar so imeli tudi obtoženi v Nagodetovem procesu nemajhne težave, saj so nekateri odvetniki zagovor odklonili, nekateri obtoženi pa zagovornikov, ki so jih želeli, niso dobili. Sicer pa je bila vloga zagovornikov na procesu, kot piše dr. Melikova in kaže tudi objavljeno gradivo procesa zanemarljiva, odvetniki, ki so odločene branili obtožene, pa so bili deleženi ostre politične kritike. Obema uvodnima študijama sledi objava verov, med katere sta avtorici uvrstili obtožnico, zapisnik javne razprave in velik del dokaznega gradiva. Z avtoricama se lahko le strinjamo v odločitvi, da obtožnico, zapisnik javne razprave, sodbo in velik del gradiva, ki je bilo navedeno kot dokaz za obsodbo, pripravite za objavo v celoti, se bi lahko vsak izbor ali vsako krajšanje ustvarila vtis arbitrarnosti. Iz istega razloga in da bi bralcu ponudili kar najboljši vpogled v preiskovalni in dokazni postopek, sta se odločili tudi za objavo precejšnjega števila dokumentov oziroma gradiva dokaznega in preiskovalnega postopka. Tako kot uvodna poglavja so tudi za objavo pripravljenih dokumenti opremljeni z izčrpnimi opombami, ki predstavljajo v spremnih študijah ali dokumentih omenjene osebe, organizacije ali dogodke. Knjiga Kazenski proces proti črti Merju Nagodetu in z obtoženim je torej prepričljivo dokumentiran prikaz
tako imenovanega Nagodetovega procesa, povojne komunistične justice, njenih glavnih akterjev in njenih žrtev in pomembno razširja pogled na povojne jugoslovanske in slovenske politične razmere in obzorja slovenskih in jugoslovanskih političnih in ideoloških vodnikov v drugi polovici 40 let preteklega stoletja. Avtoricama lahko za njuno delo samo čestitamo. Hvala lepa. Spoštovani, v veliko veselje mi je, pa tudi čast, seveda, predstaviti danes tole knjigo, zelo pomembno knjigo. Mislim, da bom malo krajši od svojega predhodnika, si pa predstavljam, da verjetno, glede na število publike in interes, da bo lahko tudi marsikatero vprašanje, kar pa seveda boste avtorici odgovarjali, lahko pa tudi tukaj drugi, ki smo zraven ob mizi. Nekaj zadev glede tele knjige. Namen obeh avtoric je bil z znanstveno metodo prikazati ključne značilnosti enega izmed osrednjih političnih momentov prvega povojnega obdobja na Slovenskem v okviru nove Titove Jugoslavije in objaviti najbolj relevantne primarne vire procesa, ki je znan po prvobtožencu Črtomiru Nagodetu. Lahko rečem, in upam, da se bodo s tem strinjali tudi drugi, lahko rečem torej, da jima, avtoricima, ta zelo zahteven in tudi nadvse ambiciozen načrt popolnoma uspel. Pred nami je torej resna zgodovinska študija, ki jo odlikuje pozorna in tehtna analiza ter interpretacija vzrokov, ki so leta 1947 pripeljali do sojenja in naposled obsodbe skupine intelektualcev, obtoženih protidržavnega delovanja. Knjiga bo, prepričan sem, brez dvoma zelo zanimiva in hkrati tudi na vse koristna za zgodovinarje ter druge poznavalce in preučevalce preteklosti, kot tudi za politologe, sociologe, pravne strokovnjake in tako dalje, ter nenazadnje novinarje ali pa časnikarje. Jasno je, že sami vidite, da je besedilo ekstenzivno. A vendar, za predstavljeni problem je to pravzaprav prednost. Zakaj? Na enem samem mestu namreč končno dobimo zelo tehtno študijo ter objavo dokumentov enega izmed ključnih problemov sodobne slovenske zgodovine in obenem vse tiste prepotrebne razlage in pojasnitve, ki so za taka dela ne le dobrodošla, temveč nujna. Obe avtorici sta z resnim pristopom sta se lotili te zapletene tematike in z veliko mero interpretacije ter kritičnega odnosa do virov uspeli sestaviti nadvse prepričljivo besedilo. Delo vsebuje več poglavij, ki se kronološko in vsebinsko ujemajo in dopolnjujejo. Na večplasten način so prikazani pravi vzroki in lokalni ter mednarodni kontekst sojenja tako imenovani Nagodetovi skupini. Se pravi, interni obračun z opozicijo oziroma potencialno opozicijo novim oblastem v okviru začetkov hladnovojne konfrontacije, ko je bila Jugoslavija v očeh Zahoda najbolj zvesta Moskvi. Hkrati delo vsebuje, in za taka dela je to prepotrebno, razlage o tedanjem kazenskem pravu in sodstvu. V študiji so skratka prikazani najbolj relevantni podatki in obrazložena so pomembna zakulisja tako imenovanega Nagodetovega procesa. Avtorici sta svoje pisanje vsakič podprli z navajanjem virov, ki so deloma poznani, nekateri, ali pa morda za večino, pa nepoznani in seveda večinoma neobjavljeni, in hranijo jih v slovenskih arhivih in tudi v tujih arhivih.
Znanstveni aparat vsebuje vse prepotrebne reference oziroma informacije, da bi eventualno preverjanje potekalo brez težav. To ni nezanemarljivo. Zelo dobrodošel je tudi natančen opis arhivskega gradiva, kar tudi kaže na resen in torej nadvse profesionalni odnos oziroma pristop obeh avtoric. Lahko rečem, da je tudi glede tako imenovanega kritičnega aparata predstavljeno besedilo nadvse zgledno in znanstveno korektno napisana knjiga. Uporaba terminologije je ustrezna, saj sta avtorici svoje delo zastavili na podlagi neobremenjenega odnosa do problema. Ponavljam in podčrtujem, na podlagi neobremenjenega odnosa do problema. Tudi iz tega je razvidno, da je njun intelektualni trud v sozvočju z modernimi pristopi sodobnega zgodovinopisja. Prepričan sem, da je tako objektivna in zgledno predstavljena obravnava zapletenih zgodovinskih dogodkov delo, ki zasluži vso pozornost. Naj zaključim. Potrebujemo in še kako taka dela, ki pa so sad potrpežljivega, večletnega, morda boste avtorici tudi rekli, koliko let. Jaz sem pri tej zadevi sledil vsaj 15 let zraven. Imel sem to čast. No, torej, potrebujemo potrpežljiva dela, več let raziskovanja, tudi tehtnega razmisleka. Ne potrebujemo, absolutno ne potrebujemo instant rezultatov. Teh je bilo, po mojem mnenju, preveč. In jih je še preveč. Tudi za nekatere druge aktualne teme, morda, verjetno vsi veste, o čem mislim, pa vendar lahko tudi za kakšne druge, bi potrebovali takšna dela. Veliko je govora, pravilno je, pošteno, vsaj v zadnjih 25 letih, če ne že prej, o marsikaterem problemu govoriti, sproščeno. A pravih zgodovinskih temeljnih raziskav ni. Za nekatere probleme seveda so. Za nagoditev proces je to. In zato je bilo potreba čas. Zato je bilo potreba tudi razumevanje, zato tudi, mislim, pohvala Arhivu Slovenije, današnjemu direktorju in tudi prejšnjim, ker to se je veliko časa delalo. Torej, potrebujemo čas, potrpljenje, razumevanje avtorjev, brez nobenega pritiska od zunaj. Tako da lahko, skratka, če zaključim in še enkrat počrtam, imamo pred sabo sproščen intelektualni trud, zato avtoricima vse čestitke, iskrene. Vam pa hvala za vašo pozornost. Dajem besedo avtoricama in sicer najprej dr. Matej Jeraj, potem pa še dr. Jelki Mil. Jaz bi se rada najprej zahvalila vsem, ki ste prišli v tako velikem številu na najino predstavitev. Predhodnika sta povedala že marsikaj, ampak morda se bo kdo vprašal, zakaj pa smo se odločili za pripravo tako obsežne publikacije. Čas po končani drugi svetovni vojni je eno najpomembnejših obdobij naše novejše zgodovine. Vsakdo, ki bi rad razumel današnjo Slovenijo kot sestavni del Evrope, mora poznati in razumeti dogajanje povojnega časa z vsemi njegovimi sanjami in hotenji, zamerami in stranpotmi. Izogibanje težavnim in občutljivim temam je kot pometanje smeti pod preprogo in dolgoročno ne koristi nikomor. Za razumevanje katerekoli dobe pa je še posebej pomembno poznavanje kazenskega prava. Le to na eni strani družbo oblikuje, po drugi strani pa jo izraža. V njem odseva njena kulturna raven. Predstavlja nekakšno jedro vsega prava v neki skupnosti, saj varuje in ohranja temeljne družbene vrednote in tako omogoča njen obstoj.
Vrednote, ki jih varuje, so deloma skupne večini ljudi, ki določeno družbo sestavljajo, deloma pa so to zavarovane koristi tistih, ki imajo v rokah oblast. Izvajalec kazenskega prava je kazensko sodstvo, ki sodi med pomembnejše družbene in državne inštitucije. Zato so kazenski spisi posebej zanimivo arhivsko gradivo. Delo kazenskih sodišč in tožilstev v vsakem času in v vsaki družbi močno posega v življenje ljudi in ga usmerja. Kljub načelno neodvisnemu sodstvu se preko kazenskih sodišč bolj ali manj vidno izvaja politika. Pravo naravo in kvaliteto neke vladavine družbenega reda razkrivajo prav sodni postopki, s katerimi želi oblast onemogočiti svoje nasprotnike. In ne nazadnje ima glavna obravnava kot osrednji del sodobnega kazenskega procesa vse značilnosti drame. Pred bralcem se zvrstijo tožilci, sodniki, priče, obsojenci in njihovi zagovorniki, vsak v svoji vlogi. Bralec je pritegnen v dogajanje in miselni svet bolj ali manj oddaljene preteklosti, ki ga prisili, da razmišlja tudi o sedanjem času in njegovih problemih, težavah, stiskah in krivicah, o pomenu prava, sodišč, tožilcev in odvetnikov ter ne nazadnje o vlogi javnih arhivov in arhivske službe. Že hiter pogled v zakladnico domače in tuje leposlovne te znanstvene literature nam pokaže, da je bilo zanimanje za sodne procese, posebno kazenske, prisotno v vseh časih. Prav med te zadnje sodijo politični sodni procesi. Ukvarjajo se namreč z večnimi vprašanji, ki si jih zastavlja človek. O pravici in krivici, o krivdi in kazni, o dobrem in hudem, o svobodi in nasilju, o uboganju in uporu. Prav zato drame in tragedije iz sodnih dvoran nikoli ne zastarijo. Mnogi kazenski procesi, na katerih so sodili obtoženim zaradi filozofskih, verskih, znanstvenih in političnih prepričanj, so bili predstavljeni v knjižni obliki. Eden najstarejših med njimi je proces proti Sokratu, ki je bil zaradi kritičnih pogledov na tedanje politične voditelje obtožen brezboštva in obsojen na smrt. Opisal ga je že Platon v Apologiji. Starodaven proces, ki mu je bila posvečena posebna pozornost, je tudi proces zoper Jezusa Kristusa, ki ima vsekakor širši, ne le religiozen pomen. V 30. letih 19. stoletja je nemški pisatelj Georg Büchner napisal Dantonovo smrt, dramo o sojenju in smrtni obsodbi ene najpomembnejših osebnosti francoske revolucije. Pri pisanju je uporabil veliko število zgodovinskih virov. Na prelomu 19. in 20. stoletja je Francijo pretresla afera Dreyfus, politični proces, ob katerim je Emile Zola napisal znameniti Obtožujem. Po drugi svetovni vojni so bralce pritegnile predstavitve Nürnberških procesov, več obravnav je bil deležen Eichmannov proces v Jeruzalemu. Posebej veliko je bilo napisanega o raznovrstnih tako imenovanih stalinističnih procesih, tako v Sloveniji kot drugod. Dahovski procesi, ki so zaznamovali predvsem čas od leta 1947 do 1949, so pustili močen sled v slovenskem leposlovju, v delih Primoža Kozaka, Branka Hofmana, Igorja Torkarja, Vladimirja Kavčiča in drugih. Temeljito pa so bili obdelani kot raziskovalno poročilo z dokumenti v obsežni strokovni publikaciji na začetku 90. let. Na podlagi ohranjenih dokumentov procesa proti ljubljanskemu škofu Gregorju Rožmanu sta Tamara Grisert-Pečar in France Dolinar napisala znanstveno-kritično analizo. Grisert-Pečarjeva je natančno predstavila še celo vrsto drugih tako imenovanih duhovniških procesov. Povojno kazenske postopke pa so obravnavali tudi drugi slovenski zgodovinarji, med njimi Aleš Gabrič, Milko Mikola, Dušan Nečak, Božo Repe in drugi. Objave kazenskih spisov s spremljajočo študijo pa niso ravno pogoste.
Z Jelko sva že pred skoraj 20 leti v zbirki Vedi, ki jo izdaja Arhivsko društvo Slovenije, objavili publikacijo Partizanski zdravniki in pravniki med stroko in politiko. Predstavlja začetek kazenskega postopka zoper zdravnico Franjo Bojc-Bidovec, po kateri se imenuje znamenita partizanska bolnišnica in njenega ustanovitelja Viktorja Vojčaka. Vzet je iz drobnega tožilskega spisa iz druge polovice leta 1944. Za kazniva dejanja, ki sta jih bila zdravnika obtožena, je bila zagrožena smrtna kazen, a je bila obtožnica pozneje umaknjena in postopek ustavljen. Proces je zanimiv tudi zato, ker je imel, čeprav se je odvijal še v vojnem času, mnoge značilnosti povojnih političnih procesov. Zakaj smo se tokrat lotili prav Nagodetovega? Medtem, ko so bili na prejšnjih slovenskih procesih med obsojenimi tudi ali samo okupatorji njihovi sodelavci, člani medvojnih protipartizanskih vojaških formacij ali povojnih oboroženih skupin, pa je komunistično vodstvo v tem primeru hotelo na posebnem procesu obračunati še s tistimi pripadniki nekdanjih političnih strank, ki se niso kompromitirali s sodelovanjem proti okupatorju, a so zavračali komunistično ideologijo in enopartijski sistem, ali pa so mu danes nasprotovali zgolj metodam, s katerimi je partija uresničevala revolucijo. Nekateri med njimi so bili simpatizerji Osvobodilne fronte ali pa so z njo določeno obdobje celo sodelovali. Angela Vode je bila ena prvih slovenskih komunistk. Zato sodi ta proces med tiste politične procese, s katerimi oblast ni kaznovala le pravno in moralno nesprejemljivega in nemoralnega ravnanja v vojnem času ali neposredno po njem, ampak je z njihovo pomočjo želela oslabiti in onemogočiti politične nasprotnike iz meščanskih, predvsem liberalnih, v tem primeru deloma pa tudi katoliških vrst. Zdanje za te procese značilno, da so temeljili na dejanski ali domnevni medvojni dejavnosti obtožencev, na njihovem povojnem ravnanju ali na mešanici obojega. Njihov cilj je bil doseči javno moralno obsodbo in sovražen odnos do obtoženih, pogosto so se sklicevali bolj na politične kot na dejanske indice, tekli so po hitrem postopku, ob strokovno podrejeni oziroma dvomljivi vlogi pravosodja. Nagodetov proces je gotovo eden najpogosteje omenjanih slovenskih političnih procesov, tako v mediji kot v strokovni in spominski literaturi. Širši javnosti so najbolj poznani primeri tistih obsojenih, ki so v procesu spregovorili sami. Ljubosed je objavil tudi nekaj sodnih dokumentov, predvsem v delih med Hitlerjem in Titom ter dolgo življenje po smrtni obsodbi. Angela Vode je opisala svoje poglede na proces in leta, ki jih je preživela v zaporih. Pod naslovom Skriti spomini je za objavo pripravila Alenka Puhar. Knjigi sta sledila še igrani in dokumentarni film. Za objavo vseh drugih del Vodetove pa je poskrbela Mirjam Hladnik-Milharčič. Precej podatkov o Vodetovi in Furlanu je razvidno tudi iz zbornika Slovenske matice, ki je organizirala posvetovanje na to temo, kar je omenil že moj predhodnik, dr. Peter Vodopivec. Tudi življenje Borisa Furlana je predstavljeno v dokumentarnem filmu pod naslovom Gospod profesor. V slovenskih revijah in časopisih je bilo objavljeno tudi nekaj intervjujev z nekaterimi protagonisti procesa, na primer z Leonom Kavčnikom. Niso pa bile povedane še zgodbe vseh obsojenih, niti objavljeni vsi pomembni dokumenti. Na tem mestu pa je v srednji del procesa glavna obravnava z obtožnico, sodbo in dokaznim gradivom, ki je služilo za obtožbo in obsodbo, na ogled v celoti. Bralcu omogoča vstopiti v sodno dvorano in prisluhniti vsem udeležencem glavne obravnave, obtoženim njihovim odvetnikom, tožnikom in sodnikom. V ozadju lahko sliši smeh in vzklike občinstva. Poleg udeležencev v dvorani pa je na procesu posredno
skozi izjave in pričevanja nastopila že cela vrsta oseb iz predvojnega, medvojnega in povojnega, slovenskega, jugoslovanskega in mednarodnega, političnega, kulturnega in gospodarskega življenja. Nastopili so politiki in pravniki, industrialci in trgovci, umetniki in kulturniki, vojaki, diplomati in vohuni. Objavljen je tudi večji del gradiva, s katerim je tožilstvo dokazovalo krivdo obtožencev. Silno raznovrstno gradivo, ki so ga preiskovalni organi našli v stanovanjih obtoženih po njihovi aretaciji, pokaže, kaj vse je bilo v tistih časih lahko vzrok za najhujšo obsodbo. Osvetljuje pa tudi način delovanja, razmišljanja in čustvovanja obtoženih in tistih, s katerimi so si dopisovali. Najpomembneje pa je, da brez poznavanja tega gradiva ni mogoče razumeti dogajanja v sodni dvorani. Vprašanja tožilcev in sodnikov ter odgovori obtoženih se namreč v največji meri nanašajo prav na vsebino dokumentov, na podlagi katerih so bili obtoženi. Med temi so pisma, pričevanja, uradni dokumenti, poročila, navodila raznih organizacij in še marsikaj. Napisani so bili ne le v slovenščini, ampak tudi v več drugih jezikih. Tisti, ki so bili prevedeni, so objavljeni v slovenskem prevodu, preostali, ti so v manjšini, pa v izvedniku. Krajši dokumenti in tisti, katerih oblika je na pogled zanimivejša, na primer zapis tajnih šifer, razna potrdila, dovolilnice, so objavljeni v obliki reprodukcije. Daljši zapisi, med katerimi so nekateri težko čitljivi, so prepisani, a so tudi ti predstavljeni v prvotni obliki, tako kot so jih zapisali njihovi avtori, vključno s pravopisnimi napakami, ki so pojasnjene v opombah. Popravljene so le najočitnejše tipkarske napake. Samo tako objavljeni dokumenti nazorno izražajo duh časa, način izražanja, stopnjo izobrazbe avtorjev, besedil in njihovih zapisovalcev, ter ne izgubljajo čustvenega naboja izgovorjenih oziroma zapisanih besed. Dokaznega gradiva, ki so ga vložili zagovorniki obtožencev, sodišče ni upoštevalo, pa tudi ohranjeno ni v celoti. Zato ni zbrano na enem mestu, je pa nekaj posameznih primerov predstavljenih v sklopu zapisa glavne obravnave. Čeprav so nekateri dokumenti izjemno obsežni, drugi pa si med seboj precej podobni, sva jih večinoma objavili v celoti, čeprav zaradi te odločitve šteje knjiga več kot 1000 strani. Že sam zapis glavne obravnave obsega več 100 strani. Nekatere vprašanja in izjave se pojavljajo, ali objavljen v neskrajšani obliki omogočal pogled vse, kar se je v 10 dneh dogajalo na sodišču, če je bilo seveda zapisano. Hkrati pa dopušča vsem tistim, ki jih zanimajo le nekatere osebe ali dogodki, da sami izberejo tisti del, ki se nanaša nanje. Izbira določenih dokumentov ali njihovih izsekov je namreč vedno subjektivna in ne dovoljuje bralcu, da bi našel vse, kar ga zanima, da bi si ustvaril svoje mnenje o pomenu posameznih podatkov. Ponuja le določena, večinoma načrtno izbrana dejstva, poudarja le nekatere dogodke, osebe in izjave, druge skrijo pozabo. Tako kot te ali nehote spodbuja določene vnaprej predvidene zaključke, bralcev pa so lastna sklepanja in samostojni zaključki dokaj onemogočeni. Kljub temu pa nisva objavili prav vseh v razpravi omenjenih dokumentov. Izpustili sva tiste, ki jih zaradi velikega obsega ni bilo mogoče upoštevati. Predvsem zapisnike vseh zaslišanj posameznih obtožencev v času preiskave in po procesu, in Nagodetovega dnevnika. Poleg tega pa so bili za obsodbo najpomembnejši izseki iz teh dokumentov prebrani tudi na javni razpravi. Nekaterih dokumentov pa po naslovih oziroma opisih podanih v obtožnici in na razpravi v okviru ohranjenega gradiva ni bilo mogoče identificirati. V arhivsko gradivo uvede bralca, kakor sta povedala že moja predhodnika, uvodna študija,
ki je ne bi podrobneje predstavljala, se je bilo v njej že vse, kar je pomembnega povedano. Omenila bi še, zakaj tako veliko število tako obsežnih opomb, ki predstavljajo osebe in dogodke, tudi take, ki so zgodovinarjem in starejšim generacijam splošno poznani. Knjiga namreč ni namenjena le znanstvenikom, strokovnjakom in ljubiteljem zgodovine, ampak vsem tistim, ki jih zanima le ta proces ali pa se želijo seznaniti s sodnimi procesi nasploh. Tudi takim, ki so se rodili ali pa vsaj odrasli v dobi, v kateri je spomin na mnoge nekdaj splošno znane osebnosti in dogodke že zbledel. Besedilo je popestreno še z velikim številom fotografij in reproduciranih dokumentov. Vendar pa tudi ta, čeprav tako zajetna knjiga, ne razkriva vseh skrivnosti procesa. Marsikaj zanimivega bi bilo še mogoče najti tudi v gradivu, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije. Vredno bi bilo natančno preučiti vse zapisnike zaslišanj obsojencev in prič, tako iz časa na pripravo procesa kot po njem. Vse gradivo, ki je bilo obtoženim zaseženo med hišno preiskavo, pa Nagodetov dnevnik in še kaj bi se našlo. Tudi mnogim zgodbam bi bilo še treba prisluhniti. Skratka, novi izzivi za nove raziskovalce. Hvala za pozornost. Za izid te obsežne publikacije se iskreno zahvaljujeva najprej dr. Francetu Dolinarju, ki je davnega leta 1996 kazenski proces proti Nagodetu in soobtoženim uvrstil v raziskovalni projekt Edicija Veri 2, nekdanjemu direktorju Arhiva Republike Slovenije, dr. Jožetu Dežmanu, ki jo je spodbudil, da že skoraj pozabljeno delo ponovno vzameva v roke, ter sedanjemu direktorju magisterju Bojanu Cvelfarju, ki je objavo omogočil in jo prijazno podprl. Zahvaliti se morava tudi dr. Matevžu Koširju, ki je kot urednik publikacije zavzeto spremljal njen nastanek. V veliko podporo sta nam bila dr. Peter Vodopivec in dr. Gorazd Bajc, ki sta zelo skrbno prebrala celotno besedilo in toplo priporočila izid knjige. Za pričujoče delo je bilo treba opraviti številne raziskave, pregledati in reproducirati veliko arhivskega gradiva, kar bi nama nikakor ne uspelo brez pomoči številnih sodelavcev iz Arhiva Republike Slovenije. Tadeja Cankarja, Vesne Gotovina, magister Metke Gombač, magister Aide Škoro Babič, Polone Trobec Mlakar, Mojce Tušar in vseh sodelavcev iz sektorja za informacije in dokumentacijo. Vsem se iskreno zahvaljujeva. Hvaležni sva Kristini Knop-Razoršek iz Odvetniške zbornice Slovenije, ki nama je pomagala pri iskanju podatkov in fotografij odvetnikov. Za pomoč pri posredovanju fotografij sva dolžni zahvalo tudi Ivanu Vraničarju iz Muzeja novejše zgodovine in društvu Nova slovenska zaveza, še posebej Meti Velikonja, Mateju Zalarju pa za fotografsko delo. Pri iskanju literature sta nama bile veliko pomoč Igor Zemljič in Sergej Škofljanec iz knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino. Zahvaljujeva se Maji Urek za nepogrešljivo pomoč pri prevodu angleških besedil in Mileni Fabjani iz sektorja za prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije za lektoriranje uvodne študije, ki je delo upravila ne le natančno, ampak tudi z občutkom za vsebino in jezikovne posebnosti časa. Hvaležni sva Alenki Puhar in dr. Anji Dular za posredovanje podatkov in pomoč pri iskanju sorodnikov obsojenih in drugih oseb, ki bi karkoli vedele o procesu. Še prav posebej pa bi se radi zahvalili vsem, ki so kljub bolečim spominom privolili v pogovore o svojih starših in sorodnikih,
obtoženih procesu, nama posredovali osebne podatke in fotografije ter pomagali oblikovati življenjepise Angeliki Hribar, Sabini Zupan Stojanovski, dr. Jaroslavu Lajovicu, Darju Okoren in dr. Marku Percu. Prav na koncu še posebna zahvala našemu Danetu Petku, ki je potrpežljivo in z veliko mero ljubezni do dela dosegel, da je knjiga takšna, kakršna je. Hvala. Zahvaljujem se avtoricama, dr. Lajevi in dr. Melikovi za to predstavitev. Obenem želel spomniti, da vsi sorodniki, ki še niste dvignili svojega izvoda, ga lahko dvignete tukaj. Ostali pa lahko kupite danes izvod po znižani ceni pred dvorano. Sedaj bi pa predal besedo vam, če imate kakšno vprašanje za avtorici oziroma recenzijo. Niste se pa nič ljudili zahteve za varstvo zakonitosti, ko je bila vložena in kaj je tam bod navedeno in kako je tam podana kritika sodbe in da bi tudi to prikazali kot učeš nekaj vendar ta oblast naredila od 90 leta, pa 90, da je vložen. Ja, upoštevali sva, ampak sva samo navedli, kdaj je bila vložena in kako se je potem ta stvar končala. Drugih dokumentov pa v spisu nisva našli. Ja, v tem spisu seveda ne. Ja. Ne, ta spisu so bile dodane stvari. Lahko bi... Ja. Ja, tega nisva upoštevali, ker še ni arhivsko gradivo. Ne? Arhivsko gradivo predstavlja stvari, ki so daljše od 30 let. Zato jih med dokumente nisva. Ja, na ta način se vede handicap za celoten prikaz. Ja. Ker tam se ravno vidi tudi, kako so potem zdaj seveda za naše perspektive. Ja. Krca, lune, ki so po pravni liniji, v bistvu prikazani. Ja, mogoče bi bila to ena stvar, ki bi se splačala v enem dodatku. Ideja se mi zdi zelo zanimiva. Ja, za dodatno razpravo. Ja. Še kakšno vprašanje? Komentar? Kaj je zvočni zapisal? Zvočni iz tega časa ni. Nekje sva slišali, da so celo posnetki. In sva potem iskali v arhivu na RTV-ju, pri nas v filmskem arhivu, ampak ničesar nisva našli. Do danes se ni našlo ničesar. Ja. A bi lahko na podlagi svojega raziskovanja, da je bil to totalitarni režim, glede na to, da se temu izrazu nekateri zelo izogibajo, opredelitvi bivšega režima kot totalitarnega? Pravzaprav tega nisva želeli razložiti, ker kdo pa je natančno razložil, kaj totalitarni režim sploh je. Midve sva predstavljali to sodstvo, kakšno je bilo, proces, na katerem so bili obtoženi, po takratni zakonodaji, kakšna je bila, kakšen je bil pa ta sistem, je pa prepuščeno vsakemu bralcu, da si ustvari svoje mnenje. Ključno z vprašanjem, z odgovorom na vprašanje, če je bil totalitarni sistem.
No, še enkrat. Mislim, da so bili tožilci. Kdo so bili tožilci? Ja, kdo so bili tožilci? To je vse je navedeno v publikaciji, so tudi njihove fotografije objavljene. Glavni tožilec je bil Viktor Raubel, potem je bilo pa še nekaj pomožnih tožilcev in vsi so objavljeni na fotografijah iz razprave, ker smo imeli to srečo, da je Nova slovenska zaveza, ki poseduje te fotografije, da nam jih je prijazno posodila in smo imeli možnost, da smo objavili tudi fotografije sodnega senata, fotografije tožilstva, zapisnike zaslišanj nekaterih obtoženih na razpravi, tako da je kar nekaj tega slikovnega gradiva, so tudi življenjepisi vseh sodnikov, vseh tožilcev, vse objavljeno v publikaciji.